Danes je dan samostojnosti in enotnosti. Ne le kot zgodovinski dogodek, temveč kot notranje stanje. Samostojnost duše ni upor, ni umik in ni zapiranje vase, je zrelost. Je trenutek, ko človek ne potrebuje več boja, da bi obstajal, in ne potrebuje potrditve, da bi bil vreden. Avtonomna duša ne pomeni osamljene duše. Pomeni dušo, ki stoji v sebi, v svojem središču in zato zmore resnično povezavo. Nenavezanost ni hladnost, je svoboda od strahu, da bomo zapuščeni, zavrnjeni ali izbrisani, če ne ugajamo. Je stanje, v katerem ljubezen ni pogodba, ampak tok. Čustvena nenavezanost ne pomeni, da ne čutimo. Pomeni, da čutimo brez lastništva, brez nadzora, brez potrebe po dokazovanju. Ko ne vežemo ljubezni na pričakovanja, postane globlja. Ko ne pritiskamo na odnose, lahko dihajo. In šele takrat se rodijo resnična bližina, spoštovanje in mir. Samostojnost duše je tudi zaupanje v stvarnika, v zavest, v inteligenco življenja. Ne kot dogmo, ampak kot izkušnjo. Kot tiho zavedanje, da nismo ločeni, tudi ko stojimo sami. Da nas nekaj nosi, tudi ko ne vemo, kam gremo. Da smo vodeni, tudi ko ne nadzorujemo. Ljubezen do sebe ni sebičnost, je temelj. Človek, ki je v stiku s seboj, ne jemlje drugim, ne visi na njih, jih ne potrebuje, da bi zapolnili praznino. Tak človek lahko daje, ker ni lačen. Lahko ljubi, ker ni prestrašen. Lahko ostane, ker ni ujet. Enotnost se ne rodi iz enakosti, temveč iz avtonomije. Ko vsak stoji v sebi, se lahko povežemo brez izgube. Ko smo zvesti sebi, lahko resnično spoštujemo druge. In ko smo notranje svobodni, postane skupnost prostor rasti, ne boja. Dan samostojnosti in enotnosti je zato povabilo. Ne k dokazovanju, temveč k utelešenju. K samostojnosti duše, ki ne beži od ljubezni, in k enotnosti srca, ki ne potrebuje navezanosti, da bi bilo povezano. Pa vse dobro, vsem.